Priključni hibridi postajajo vse cenejši, marsikje ga dobiš z raznimi popusti že za ceno dizla, marsikje dizla sploh več ni, tako da ni kaj dosti izbire, ampak za večino je to vseeno idealen avto. Zakaj? Ker se večino dni vozi samo na elektriko, ko želimo kam daleč, gre pa na bencin. Ko smo zaradi veliko vaših vprašanj pregledali ponudbo na našem trgu, smo ugotovili, da je ravno Kuga najcenejši priključni hibrid, ki brez težav opravlja naloge družinskega vozila. Prostor je zelo velik, ima vse sodobne sisteme, z boljšo opremo tudi odlične matrične LED luči spredaj, potem lepe dodatke, da izgleda privlačno, ampak bistvo pri tem avtomobilu je skrito spodaj. Poganjata ga dva motorja, bencinski in električni, sistemska moč je 178 kW, to je 243 konjev, zato so pospeški odlični, vožnja pa večinoma zelo tiha. Tretja pomembna komponenta je seveda še polnilna baterija, ki pri Kugi bruto shrani 14,4 kWh, v praksi sem napolnil okoli 11 kWh. V teoriji Ford obljublja 66 km na elektriko. Na zadnjem Anžetu po zimi uspel prevoziti 50, jaz bom danes itak boljši, ampak to ni bistvo tega prispevka. Čeprav je. Želel sem samo pokazati, kaj te številke pomenijo za nekoga, ki dejansko uporablja takšen avto. Vedno smo govorili, da za vožnjo po avtocesti priključni hibrid nima kaj dosti smisla, ker se ne splača doplačati zanj samo zaradi porabe. No, zdaj, ko so cene nižje in bo marsikoga premamil, so zadeve drugačne in če gledam samo avtocestno vožnjo, sem od 100 km 32 prevozil na elektriko. Poraba bencina je bila v povprečju 4,1 litra. Ok, ampak to je samo za prvih 100 km, ker potem je baterija prazna. Res je, zato sem šel še dlje do Maribora, da sem naredil realen test za nekoga, ki se vozi v Maribor iz Ljubljane ali pa obratno, se je skoraj vseeno. No, v tem primeru je od 123 km 39 prevozil na elektriko. Poraba je bila pa še vedno lepih 4,4 litra na 100 km. Kaj pa kontra, če nimaš nikjer polnilnice in se voziš samo na bencin? Takrat se vsak priključni hibrid obnaša kot čisto klasični samopolnilni hibrid in se velika baterija malo polni med zaviranji, tako da sem v tem primeru kljub prazni bateriji od 100 km dobrih 21 prevozil samo na elektriko. In poraba bencina je bila še vedno zelo zmernih 6 litrov na 100 km, še bolje pa je seveda na takšni običajni cesti. Ampak, ker se nas večina vozi v mestih in okolici, je to še bolj realen test, zato se peljem še po mestnih ulicah Ljubljane in takoj vidim, da tukaj se pa res počuti kot doma, ker sem že v območju, kjer nas je samo peščica Evropejcev. Večina namreč prevozi manj kot 30 km na dan, meni pa je ostalo še 44% baterije. Pa nič ne šparam, da ne bo kdo mislil, da zdaj hočem postaviti rekord v porabi. Veliko je ustavljanja in speljevanja. Dobar, pri takšni vožnji je pomembno, da znaš lepo predvidevati, zato imam tudi zelo dobre ocene za vožnjo in evo, zdaj sem pokuril komplet baterijo po 59,5 km poti. Treba je upoštevati, da so temperature zdaj idealne, zato sem tudi premagal Anžeta, ki je sem prevozil 10 km manj, ampak to bi ga itak kadarkoli. Dejstvo je, da smo včasih govorili, da se takšnih priključnih hibridov ne splača kupovati, ker je vstopna cena enostavno previsoka, da potem prišparaš tistih nekaj evrov pri gorivu. Ampak očitno so proizvajalci končno ugotovili, da je treba majčkeno spustiti cene, pa postanejo tudi takšni avti zelo zanimivi.